Samo je lepo tu, ne? Glej tu pogledaj. Čakaj. Wow. Cišan bil. Lepo je. Hvala bo mogla hitro biti, ker moja obila. Vse svinim. Samo gled, kako se lepo vidi, gled to, pogled. Pogled ravno, gled. Da, gremo se stari. Gremo stari. Evo, govoril sem po telefonu z enim od njiju. Vem, da noben od njiju noče javnega linča oziroma izpostavljanja. Tako da računam nekje v roku 45 minut, da mi sporočijo vse, kdaj sem avto danes dostal. V primeru, da mi v roku 1 ure ne sporočijo, pač jaz tudi pol moram držati svoje obljube, ki sem jima dal, in to je, da bo ta oba gor na Instagramu slike, podatki njuni, vse. In to je to. Jebi ga. Tako da, zakaj ne objavim takoj podatkov? Zato, ker moram tudi jaz biti malo prizanesljiv, ker to je nekako, bom rekel, edini način pri taki vrsti mediacije, zato da se stvari hitreje uredijo. Verjamem, da bo ta hitreje pripeljala avto, tako. In to je to. Ok, situacija se je mečkan zapletla. Ta fant, eden od njih, ta v črnem, ki se mi je do zdaj javljal, se je nehal javljati oziroma ima nedosegljivo številko. Približno vem, kaj se dogaja in kaj nameravata, ampak nima veze, jaz sem na poti v Maribor, malo se mi bo zavlekel, malo bom imel danes krajši spanc, ampak jaz bom do tega avta prišel, kolikor vem in znam. Tako da, če gledate ta story, malo se vidimo. Ne bom še njunih imen objavljal, nočem, zato, ker bo na koncu to bolj zabavno. Evo, nahajam se sred Avstrije. Avto je totalka. Zgleda, sta bežala policiji. Jaz sem cel cajt imel njun GPS. Tam je on znak zbit. Katastrofa. V glavnem nista vedela, da imam njihovo lokacijo, šel sem za njima in bil sem malo prepozen. Vidim, da ni nobenega več tukaj. Tako da ja, zdaj moram raziskati, kje sta, verjetno sta na policiji, ker tole je totalka. Katastrofa. Vidim sledovi gum. Tole sta zgleda prevozila in direkt tjale z avtom. Jeboj. V glavnem, pa še rekel sem mu lepo pripel ta avto nazaj, nobenega problema. Now, in frajerja sta začela bežati iz Maribora v Avstrijo z avtom. In cel cajt sem vedel njihovo GPS lokacijo. In ko sem videl, da bežita v Avstrijo, sem rekel, ajde bom šel za njima. In da sem malo prej štartov bi jih po moje ujel, tako da žal mi je avto. Ampak dober, avto je najden, vsaj neki. Nahajam se na policijski postaji v Avstriji. Predvideval sem, da sta tukaj in dobili so oba. Tako da jaz bom vse njuna imena objavil, ker nista upoštevala moje prošnje. Lepo sem jo upozoril, podcenjevala sta me, odpeljala avto v Avstrijo. Tako da ona dva bosta ostala kle v priporu. Jaz pa zdaj urejam dokumentacijo, da lahko prevzamem vozilo, da ga dam na avto vleko in da ga odpeljamo lastnikom nazaj. Tako da ja, lastniki so veseli, da smo uspeli avto dobiti, tudi še v takem stanju. Ostalo bo zavarovalnica poskrbela za škodo, tako da ja, ona dva bota pa pač odgovarjala za to tukaj. Škoda, ker jih nisem uspel
pred to nesrečo dobiti. V glavnem, avto je totalka, airbagi so vsi možni sproženi. Kjer džumbo sem naredil? Luči so že zadnji. Ne da niti kontakta, nažalost, tako da škoda avta, res. A ja, pa poglejte, kako hitro Avstrijci. Zdaj, ko sem se vrnil nazaj po avto, so že une znake odmaknili. Jutri bodo verjetno že novi postavljeni, tako da ne jebejo Avstrijci, že veseli. V glavnem, dal so dol kleme od avta, verjetno zato, da ga ne bo kdo odpeljati. Zdaj smo mu vrnili kontakt. Da vidimo, če je opržgal. V glavnem, avto se vrdi po tem v smodniku ali karkoli že je to, kar raznese airbage. Noče pržgati, tako da itak moram čakati vleko. To je čista totalka in to je to. To bo še dolga noč, prijem dan. Evo. Kakšno srečo imam, da imam sledilca celo iz avstrijskega mesta. Čeprav je Slovenc, kot je ime že? Matic. Matic je preletel sem, vedel je, kje je bilo to, oziroma pozna ta kraj, ki živi kle blizu. Prinesel še hladno pijačo za pit, da mi dela družbo, dokler ne prija avto vleka. Tako da ja, cenim to, cenim. V glavnem, vleka bo kmal kle in avto gre nazaj lastniku. Še malo. Spusti ga. Evo, ker je avto avtomatik in ga ne moramo dati v ler, ker je pač varovalko na ključu vrgal ven in da ga ne vlečemo po gumah na vleko, pridejo taka kolesa spodi, ki imajo te iz avto vleke, zato da se ga potegne gor. Tako da ja. V glavnem, avto je na varnem, gre nazaj lastniku, jaz pa lahko spad domov. Ura je 2 zjutraj, pa 2 uri do Ljubljane, ob 4 sem doma. Glede na to, da je to že 3. primer, s katerim sem se ukvarjal, da so z goljufijo prišli do prepisa vozila in ga odpeljali, bi vas v tej priliki rad opozoril na eno stvar. In sicer, kadarkoli boste prodajali avto, prepisa kupoprodajne se ne podpisuje, prepisa se ne dela, dokler vi ne vidite denarja na vašem računu, se pravi, da vaša spletna banka ali pa banka potrdi, da je denar gor. Ne nasedite nobenim screenshotom, nobenim sprintanim papirjem, da so vam denar nakazali, dokler vi ne vidite denarja fizično na vašem računu. Ne nasedite, ker ko je enkrat avto prepisan na drugo osebo, je skoraj nemogoče ga dobiti nazaj. Vi ste tisti, ki morate se prepričati, da imate denar in ne hiteti nikamor, ker ponavadi te prevaranti ful hitijo.